Mlada slovenska reprezentanca je na koprski Bonifiki odigrala prijateljsko tekmo z Ukrajino. Selektor Primož Gliha je predstavil prenovljeno reprezentanco, ki bo junija z Andoro začela nov kvalifikacijski ciklus za prihodnje evropsko prvenstvo. V slovenski reprezentanci do 21. leta poteka menjava generacij in tekma z Ukrajino in ponedeljkova z Makedonijo, ki bo v Celju, sta za selektorja prvi preizkus v okviru priprav na nove kvalifikacije. Čas do junijskih uvodnih tekem v skupini z Italijo, Srbijo, Severno Irsko, Litvo in Andoro bo namenjen iskanju optimalne enajsterice. V njej so v tem trenutku 4 nogometaši, ki igrajo v tujini, ter 2, Luka Kranjc in Petar Stojanović, ki sta v tem trenutku na zboru selektorja A reprezentance Srečka Katanca. Je v kvalifikacijah pričakovati tudi Luko Kranjca in pa Petra Stojanovića? Glejte, nogomet je živa materija. Mi smo tukaj predvsem, da smo servis A reprezentanci, kar je povsem normalno. Ali bodo ti fantje v naši reprezentanci ali bodo v A reprezentanci, to so pač teme za kakšen drugi dan, ker glejte, se poškoduje nekdo v A reprezentanci in fenomenalno je strani selektorja A reprezentance Srečka Katanca, da si izbere mladega reprezentanta, kaj lahko bi si izbral nekoga drugega, starejšega. Mislim, da to je ena fenomenalna kohezija med mlado in A reprezentanco. Meni osebno je pa normalno z rezultatskega aspekta žal, kaj ti povsem logično je tako, vendar na drugi strani si pa srečen, da so tvoji igralci v A reprezentanci. Primož Gliha je sicer na priprave na Primorsko pripeljal kar 14 nogometašev, ki še niso zaigrali za to selekcijo, v kateri bo zaradi poškodbe stopala na svoj debi še moral počakati Luka Zahović. Reprezentanca torej zaenkrat ni optimalna. Problem današnjega srečanja je bil predvsem ta del, ki je povezan z poškodbami, z odhodi v A reprezentantov. Nam manjka 5 igralcev, manjka Benedičić, Stojanović, Zahović, Šporar, Kranjc. To so igralci, ki so pomemben del te ekipe. Slovenija, ki še ni nastopila na Evropskem prvenstvu, je prejšnji kvalifikacijski ciklus za prvenstvo, ki bo letos na Češkem končala na 3. mestu v svoji skupini. Ukrajina je v dodatnih kvalifikacijah izpadla proti Nemčiji. Je pa doslej na prvenstvih stare celine nastopila dvakrat. Leta 2006 na Portugalskem je osvojila 2. mesto. Ja, res je, Ukrajinci so močni, lepo so igrali, hitro so igrali prvi polčas. Slovenija in Ukrajina sta doslej odigrali 3 medsebojne tekme, ki jih je Ukrajina dobila s skupnim izidom 8-0. Tokrat je torej k tej bilanci dodala še 2 zadetka, ki sta ju prispevala Svatok v prvem polčasu in Klobas v sodniškem dodatku. Kljub porazu pa je bila tekma z močnim nasprotnikom pravšnji test prenovljene reprezentance. To je posledica tega, ker smo se prvič zbrali in še ta sistem nam ne gre glih še zraven, ker nimamo tega še, da bi pokrivali igralce tako visoko, ker imamo v klubih drugače rečeno. In mislim, ko se bomo igrali, da bo to teklo kot po maslu. To je komaj naš drugi zbor. In mislim, da smo mogoče na začetku se malo napačno postavljali, ampak drugi polčas smo se v garderobi zmenili kako in kaj in pokazali potem v drugem polčasu, mislim, da boljšo igro od Ukrajincev z več priložnostmi, a nažalost nismo zadeli. Slovenija se bo na kvalifikacijah potegovala za nastop na Evropskem prvenstvu, ki bo leta 2017 na Poljskem.